Pozdravljeni vsi ljubitelji kuhanja, pa tudi vsi tisti, ki svojo strast šele odkrivate. Zame je kuhanje ena sama zabava, zato sem se odločila, da moje izkušnje delim z bralci Siola. Sem Urška Fartelj in v oddaji Zakladnica okusov bom z vami podelila svoje najljubše jedi in seveda trike, s katerimi bo priprava jedi še preprostejša. Recepti, ki jih bom delila z vami, so enostavni, sestavine zanje pa najdete v najbližji trgovini. Verjamem v polnost jedi, odličen okus in domačnost. Danes z vami delim idejo preprosto, svežo, okusno, sladko, kako sadje, ki nam ostaja, naj je to sveže ali zamrznjeno, 1, 2, 3, spremenimo v fantastično marmelado. Jaz bom uporabila za marmelado tale Wiener sladkor in sicer v razmerju 2:1. To pomeni, na 2 enoti sadja dodate 1 enoto sladkorja. Vsebuje že citronsko kislino in pa naravni jabolčni pektin. Zaradi razmerja 2:1 je ta marmelada odlična za vse tiste, ki prisegate na marmelade, ki imajo poudarjen okus sadja in niso preveč sladke. Jaz bom dodala danes vaniljeva semena, da bo marmelada še bolj dišala, pa čisto malo limone, ker imam rada, da marmelada malo zakisli. Sadje stresemo v posodo. Ko kuhamo in segrevamo zamrznjeno sadje, spusti malce več vode. Zato segrevamo počasi, počakamo, da spusti malce vode oziroma soka, potem pa dodamo sladkor. Ne pozabimo na vaniljo. Pri zamrznjenem sadju pazimo le, da ne mešamo pregrobo, ker bo potem se preveč razpustilo. Evo, ko sadje spusti malce tekočine, pa dodamo sladkor. Na kilogram sadja približno pol kilograma sladkorja. Nežno premešamo vse skupaj in počasi kuhamo do vrenja. In ko marmelada zavre, potrebujemo samo še 4 minute nežnega brbotanja. Če želite, da marmelada ohrani svežo barvo, sploh recimo jagode ali maline, ji dodate čisto malo limoninega soka. Kozarčke steriliziramo v pečici 10 minut na 110 stopinj Celzija. Najprej jih temeljito operemo z detergentom, potem jih pa še mokre damo v pečico in steriliziramo. Evo, že brbota, še 4 minutke in smo gotovi. Kadar pripravljamo marmelade z želirnim sladkorjem, se vedno držimo navodil, ker če marmelado kuhamo predolgo, nam pektin razpade. No, to se zgodi tudi, če bi uporabili naravni sladkor. Kako vemo, da je naša marmelada kuhana oziroma da se bo zgostila? Naredimo želirni test. Potrebujemo en hladen krožnik. Vzamemo košček marmelade. Evo, takole naredimo kapljico. Ali pa 2. In če ti 2 kapljici želirata v parih minutah, je naša marmelada gotova. Konc. Glej. Njame. Preden začnemo polniti kozarčke, si pripravimo še male zložence in pa alkohol. To pa zato, da če nam marmelada kapne na rob kozarčka, da jo takoj obrišemo, ker se drugače na tem delu rade razvijajo bakterije, pomeni, da se marmelada lahko pokvari. Vroče kozarčke takoj napolnimo.
Napolnjen kozarček damo takoj pod odejo in ga debelo pokrijemo. Enostavno pomešamo borovnice, maline. Evo, tako enostavno je tole. Glej, kako je lepo. Marmelada v plasteh. Spravljeno marmelado oziroma še vročo marmelado takole debelo pokrijemo. Jaz jo kar zavijem. To pa zato, ker se mora počasi ohladiti. Pustimo jo čez noč, čez 24 ur, torej da se lepo počasi ohladi. Po 24 urah, ko se marmelada počasi ohladi, kako preverimo, če so pravilno zaprti pokrovčki? Tale je pravilno zaprta, tale pa ni. Tole je odlična marmelada za vse tiste, ki stavijo na poudarjen okus sadja in ne sladkorja.